ta tabor sem se odločil, ker sem bil že na poletnem taboru, za katerega sem zvedel na Instagramu, ampak mi je bil zelo všeč, sem se prijavil še z enim prijateljem. In sem se odločil zaradi tega, ker se mi zdi, da mi manjka taka bolj kondicija, pa malo več športa, pa rada sem bolj športna oseba. Prišli smo na tabor, zato da pač spoznava kakšne nove prijatelje, naučiva se malo, kako vojska deluje. Ja, pa da imamo malo tako avanture, pa tako akcijo. Preživetje v naravi mogoče. Pa mogoče malo bolj športne počitnice. Ja, za spremembo. Po karanteni malo, ja. Pričakujem res neko disciplino, pa neko tako strogo vzgojo. Mislim, da se bomo imeli kar fajn. Se pa ti prišel zato, da so preizkušnje, če si jaz zmožen narediti tega, kar je potrebno, da lahko služiš slovenski vojski. Za tabor sem se odločila, da bi se naučila novih stvari, kot je preživetje v gorah ali tek na smučeh in reševanje. Na tabor sem prišla zaradi tega, ker sem bila tudi na poletnem taboru. Ja, izvedela sem za tabor pa iz Instagrama. Prvi dan smo se ob 8 zbrali v Ljubljani, kjer so nas vse testirali in vsi smo bili negativni. Odpravili smo se na avtobus ter do skladišč, tam so nam predali opremo in obleko. Potem smo se spakirali in se odpravili spet na avtobus do Bohinjske Bele. Ko smo prispeli na cilj, smo imeli kosilo, ki je bilo zelo dobro. Nato smo dobili odpremo. Učili smo se postrojitvena pravila. Po kosilu smo v bistvu prve stvari zložili na posteljo, vse, kar je bilo v torbah. Nato smo šli založiti opremo, kot so recimo smuči, potem razne te opreme za sneg in vse ostalo. Nato po tistem smo pa si šli zlagati postelje, smo se naučili, kako se to pravilno izloži, smo se naučili, kako se tudi štrudel naredi, torej kako se zloži posteljnina. Prvi dan tabora Morsi mladi smo preživeli. Malo je bilo zoprno vstati zjutraj, ker smo bili močno utrujeni, ker smo prejšnji dan delali. In vse je šlo skozi in zdaj gremo naprej. Danes sem že drugi dan na taboru Morsi mladi. Danes se učimo spoznavanje gorske opreme, pripravljanje ognja, reševalnih sani in podobno. Zdaj pa kako jih nositi in prevažati v tem težkem polju. V glavnem danes smo se s tretjo enoto zjutraj prevzeli opremo, tamle smo razstavili, pa smo si jo malo ogledali, pa se pač spoznali z njo. Zdaj čakamo, da gremo na streljanje zračno puško, popoldne imamo še pa orientacijo tule v bližini. No, med vsem tem prostim časom imamo še pa postrojitvena pravila. Danes kuhamo mlečni riž z jabolkom pa cimetom. 34! Do! Čenga! 35! Do! Ok, dobro. Kako ga zebe? Trenutno delamo vaja, ki iščemo po nesrečen, ki ga je zasul plaz. Delam trenutno žolno, ostali delajo z lopatom, ki ga bo odkopali. Naš del skupine koplje bivak. Najprej moramo skopati tunel dol, pa naravnost, kjer bomo pa oblikovali še 2 postelji, zato da se bo vzgori zadržal topel zrak, da ne zmrzneš v snegu. Naloga naše skupine tu je, da naredimo bivak. Trenutno imamo že šotor postavljen, zdaj pa še okopavamo v bistvu vhod, stopnice in pa tu bo prostor za majhno kuhnico, kjer si bomo lahko pripravili čaj. Pa tukaj bomo naredili s kolegico čaj. Kolegica je šla po sneg, je odmaknila zgor na plast in je nabrala spodnjo plast snega, ki je bolj čisti. Postavili šotore, danes pa smo malo več hodili, sedaj smo se nadeli tudi krplje in bomo šli malo po teh poteh za krplje. Zdaj smo imeli patrulni tek. Na začetku smo imeli majčken spust v dolino do prve točke, ko smo metali granate. Potem smo odšli do naslednje delovne točke, kjer smo dali smuči dol, pa hodili s pancerji po celem snegu, potem smučke gor, do naslednje delovne točke, kjer smo se plazili, pa šli čez oviro, pa spet plazili. To je bilo za me najtežje. Šlo mi je super, se mi zdi, to je pa to. Še malo, še par metrov, paščo, zadnji metri, hop! Za vojsko sem prvo izvedela v osnovni šoli, ko so nam jo predstavili.
Potem pa sem leto kasneje se prijavila za štipendijo, zdaj pa čakam na rezultate. Potem pa sem se prijavila še na zimski tabor Morsi mladi, kjer smo tudi zdaj in me samo pač potrdilo, da jaz hočem tako življenje in pač upam, da bom sprejeta. To bi priporočala vsem, je zelo fajn, uživamo, hrana je super, nastanitev je super, nič nam ne manjka, tako da tudi vsi inštruktorji so zelo prijazni in lepo delamo. Precej fizično zahtevna, no. Še posebej pa zdaj po tem cajtu korone, no, večina se nas je malo lenila, no. In ta tabor priporočam seveda vsem, kaj malček vsaj zanima, no, vojska.